Veseli nas, da vas danes prvič lahko pozdravimo v naših novih prostorih. Z nocojšnjim pomladanskim enakonočjem se začenja koledarska pomlad, s tem pa tudi motoristična sezona. In to je več kot pravi trenutek za začetek nacionalne preventivne akcije za večjo varnost motoristov in mopedistov. Motoristi na začetku sezone bivajo prostornični predpisi. Izjemno podjetno. Zbiranje je izjemno zahtevna vaja, ki je treba vse skozi treba trenirati. On je nekdo, ki se s tem redno ukvarja. In fantje se rado pridno zapeljajo na cesto. To vsikanje, takšno se spušča, se je svoje popolnoma spustila. Učenje zaviranja za sistemom ABS ali Express. S tem, da lahko v bistvu pokažemo Danes smo že večkrat rekli, da smo še posebej počaščeni, da je naša gostja, osrednja govornica, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, ki jo vabim k osrednjemu nagovoru. Hvala lepa. En lep dober dan. Moram reči, da sem neizmerno vesela in ponosna, da sem lahko danes tukaj med vami kot voznica motorja, kot voznica avtomobila. Motor vozim že 40 let, potrkam na les, nisem še imela nesreče, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Takšno srečo, kot jo imam jaz na motorju, seveda želim čisto vsem, ki sedajo na motor. Predvsem bi pa rada poudarila sledeče. Vsako leto na ceste prihaja ogromno število novih, mladih motoristov, ki so komaj naredili izpit. Odgovornost nas, starih mačkov, verjetno je in mislim, da je tako prav, da če jih imamo v krogu svoje družine med prijatelji, da jih opozorimo na težave, na probleme, na katere lahko naletijo na cestah. Predvsem bi pa rada povedala tudi to, kar je omenil že gospod Kapun. Vozniki avtomobilov so morda kdaj premalo pozorni na motoriste. Niso za vse nesreče krivi motoristi, so marsikdaj krivi tudi nepazljivi vozniki avtomobilov, zato opozorilo z moje strani na tem mestu. Vozniki avtomobilov, prosim, večkrat poglejte v vzvratna ogledala, hitreje boste opazili motorista, ki vozi za vami ali ob boku z vami, ko vas prehiteva. Skratka, pozornost velja za vse, ne samo za motorista, ampak za vse udeležence v prometu. Zdaj pa k uradnemu nagovoru. Spoštovani udeleženci preventivne akcije, brez cestnega prometa si pravzaprav več ne znamo predstavljati našega življenja. Z njim povezana prometna varnost je gotovo eden od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja vseh nas, istočasno pa tudi vsi mi pomembno vplivamo na našo prometno varnost. V tem tednu bo potekala celostna nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih vozil. Druga tovrstna akcija je načrtovana v prvi polovici junija letošnjega leta. Kot dolgoletna, strastna in zaprisežena motoristka ob tej priložnosti želim pozvati vse motoriste in vse ostale udeležence v prometu, da vsi skupaj in vsak zase poskrbimo, da se s poti, na katero se odpravimo kot voznik avtomobila, motorist, kolesar ali pešec, varno vrnemo domov. Podatki kažejo, kot smo že slišali, da je lansko leto sicer umrlo 58% manj motoristov kot v letu 2021, manj je bilo tudi hudo in lahko telesno poškodovanih. Zmanjševanje števila umrlih je seveda spodbudno, naša odgovornost pa je, da prometno varnost še naprej izboljšujemo in s preventivnimi akcijami poskrbimo, da bo nesreč, predvsem tistih usodnih, čim manj. Pregled stanja varnosti voznikov enoslednih motornih vozil Javne agencije za varnost prometa za obdobje od leta 2017 do leta 2021 kaže, da je med umrlimi in poškodovanimi vozniki enoslednih vozil sicer večina voznikov motornih vozil,
a se povečujejo številke umrlih tudi voznikov mopedov. Zaščitno čelado je od 55 umrlih v letu 2020 in 2021 uporabljalo 44 umrlih voznikov, od 12 umrlih mopedistov pa zgolj 3. Vsi umrli motoristi v letu 2020 in 2021 so bili moški. Med umrlimi vozniki mopeda je bila v letu 2020 tudi ena ženska. Najbolj nevarni meseci, kot smo že slišali, so ob začetku in koncu motoristične sezone. Na podlagi podatkov lahko neizkušeni motoristi, na podlagi podatkov lahko sklepamo, da največ prometnih nesreč še vedno povzročijo neizkušeni motoristi, vendar se seveda tudi ostali nikoli ne smemo precenjevati. No pa vendar je žal tudi v letu 2022 umrlo 14 voznikov enoslednih motornih vozil. To je 14 preveč. 197 preveč jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 564 preveč lahko telesno poškodovanih. Vsi skupaj moramo z zagotavljanjem varnega okolja, realizacijo politik varne mobilnosti, usposabljanjem in preventivnim delovanjem stremeti k že omenjeni viziji nič, ki izhaja tudi iz resolucije o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje 2013-2022. Na tem mestu zato moj poziv, da se čim prej sprejmeta posodobljen in prenovljen program in resolucija, ki bosta določila naš prihodnji razvoj in odgovornost na področju varnosti v cestnem prometu. Osebno mi vožnja z motorjem pomeni posebno svobodo, seveda užitek in sprostitev. Ob tem pa se zavedam, kako pomembna je priprava na čisto vsako posamično vožnjo. Še zlasti pomembna pa je priprava pred začetkom motoristične sezone. Motoristi vemo, da je v tem času potrebno vložiti nekaj več truda v okrepitev in obuditev motoristične kondicije, saj je vožnja motorja večplastna, predvsem pa zelo dinamična aktivnost, ki od nas ne terja le dobro psihofizično stanje in kondicijo, temveč tudi obvladovanje motocikla, ki mora biti, poudarjam, res tehnično brezhiben. Vožnja v ovinke, zaviranje v sili, usmerjanje pogleda, ravnotežje, koordinacija v kritičnih situacijah zahtevajo nenehno spremljanje dogajanja na cesti. Preden se po zimi usedemo na motor, moramo ponovno obuditi naša čutila. Morda je na začetku primernejša kakšna krajša razdalja. Pozorni moramo biti tudi na cestišče, ki je po zimi lahko še vedno polno proda, peska, morda kje s kakšno jamo v asfaltu preveč in kot je gospod Kapun že omenil, asfalt je hladen, pnevmatike zato slabše prijemljajo. Zato je seveda ustrezno vzdrževana infrastruktura za varnost prometa nadvse pomembna in nujna, no in to nam mora zagotoviti država. Zato pa je, kot na vseh drugih področjih našega življenja, tudi pri prometu pomembno neprestano učenje. Priporočljivo je, da pred začetkom sezone odidemo na poligon, kjer lahko malo bolj privijemo ročico za plin in preizkusimo, do katere hitrosti še dovolj dobro obvladamo svoj motor. Takšen trening ob nasvetu inštruktorja je gotovo najbolj primeren za voznika motorja ali mopeda, ne glede na to, kako izurjeni vozniki smo. V preteklosti sem že poudarila, in to velja za vse, ne le za motoristke, kako pomembno je, da si ne kupimo prevelikega motorja in da nanj sedemo le z ustrezno in dobro zaščitno opremo, ki naj bo raje svetlejše in fluorescentnejše barve. Sama nikdar in nikoli, recimo na motor, ne sedem v visokih petah. Pri sebi tudi opažam, da sem kot motoristka morda tudi boljša voznica avtomobila, saj drugače zaznavam promet okoli sebe, bolj sem pozorna na okolico in promet. Velik izziv za nas motoriste, ki smo poleg pešcev in kolesarjev najbolj ranljiva skupina, so namreč drugi udeleženci v prometu. Dostikrat so sicer vzroki te ranljivosti tudi na strani nas samih, torej motoristov. Cesta ni dirkališče,
ne dopušča nepazljivosti, nestrpnosti in napak. Na pot pa se, prosim lepo, res odpravimo samo zgolj in izključno takrat, ko smo spočiti in zdravi. Predvsem pa zbrani. Zato poziv vsem, da ne precenimo svojih sposobnosti in pazimo nase in na druge z varno in preudarno vožnjo, z veliko predvidevanji dinamike v prometu, da lahko pravočasno prepoznamo nevarnosti in jih preprečimo. K večji varnosti bomo tako vsi skupaj prispevali, če bomo tudi na tem pomembnem področju našega življenja ravnali odgovorno ter predvsem in zlasti strpno. Jaz res vsem motoristkam in motoristom želim in mopedistom in mopedistkam srečno vožnjo z vsemi napotki, ki smo jih zdaj predali ob današnji tiskovni konferenci. Naj se vam vtisnejo v spomin, vedno zbran in spočit na motor, to naj bo osnovno vodilo. Če pa že želite kaj adrenalinske sprostitve, pa seveda, čeprav je dirkališče na Hrvaškem, zato obstaja možnost, pojdite na Grobnik, sama sem tam bila, tam lahko pritisnete na plin do konca, preizkusite svoj motor in morda na koncu nek apel in moja tiha želja, upam, da bomo tudi kdaj v Sloveniji dobili neko dirkališče, kamor bodo tudi slovenski motoristi lahko bolj pogosto zahajali. Poligonov za varno vožnjo imamo že kar nekaj, tudi te velja izkoristiti. Hvala lepa.